Če ste že kdaj pogledali v notranjost elektronskega izdelka ali imate nekaj splošnega znanja o elektroniki, ste verjetno že videli ali slišali za kondenzator. Kondenzator shranjuje električno energijo, podobno kot baterija, vendar na zelo drugačen način. Baterija shranjuje svojo energijo v kemikaliji, ki jo je nato mogoče pretvoriti v električno energijo za napajanje česarkoli želite. Medtem ko kondenzator dejansko shranjuje električno energijo v obliki statične elektrike. To pomeni, da ga je mogoče polniti in prazniti veliko hitreje kot baterijo. Vendar pa obstajajo nekatere slabosti. Tukaj imam motor in propeler, pritrjena na kos lesa, da upajmo ne odleti. In imam baterijsko celico ter kondenzator. Zdaj lahko to baterijo povežem, da napaja električni motor. In prav tako bi moral biti sposoben uporabiti kondenzator, da odda svojo električno energijo za pogon motorja. To je popolnoma izpraznjen kondenzator. Torej, iz tega hitrega testa lahko vidite, da ima kondenzator precej manjšo energijsko gostoto kot baterija. In tukaj pridejo v poštev superkondenzatorji. Superkondenzator deluje na podoben način kot običajni kondenzator, vendar je nekoliko bolj napreden in lahko shrani precej več energije. Ne ravno toliko kot baterija, vendar se lahko zelo hitro polni in prazni. Kaj pa, če to povežemo z motorjem? V redu, povezava je malo nezanesljiva, če samo držim žice tako. Ampak to vam mora dati kar dobro predstavo, da imajo superkondenzatorji veliko večjo energijsko gostoto kot navadni kondenzatorji. Pravzaprav ima superkondenzator dovolj energije, da napaja majhno letalo, kot je tole, ki ga lahko napolnimo v nekaj sekundah. In poganja to letalo kar precej časa. To letalo je sicer precej kul, ampak še vedno mislim, da ne izkorišča polnega potenciala superkondenzatorja. Zato mislim, da je čas, da dvignemo nivo. Ali pa mogoče. Ali pa malo več. Uporabil bom 6 teh superkondenzatorjev za napajanje 500-vatnega brezkrtačnega motorja z velikim propelerjem, da vidim, kako visoko lahko izstrelim električno raketo. Gremo. Prav, preden skrajšam žice in vse skupaj uredim, želim najprej hitro preizkusiti, da preverim, ali je vse pravilno povezano in ali lahko superkondenzatorji napajajo motor. To samo sporoča regulatorju hitrosti, kaj naj naredi. In moral bi klajšal. Te v baterijo. Tega res ne priporočam, ampak še nisem na mestu konektorja. Torej, potisni to tukaj noter v 3, 2, 1. Morda se mora dlje časa polniti. Trenutno nimam ničesar priključenega na baterijo. Naj povečamo plin in preverimo, če se bo zavrtel. Deluj! Nič ne polni kondenzatorjev. Torej, ta motor deluje izključno na teh superkondenzatorjih. To je res kul. Poglej, baterija je popolnoma odklopljena. Tukaj je zelo majhna baterija za napajanje servotesterja, vendar ne dovaja nobene energije v sistem. Zanimivo bo tudi, ko se motor izklopi, kakšna je najnižja napetost. Regulator hitrosti tukaj je ocenjen za najmanj dvocelično litij polimerno baterijo, kar je približno 7,4 volta. Zanimivo bo videti, ali se bo izklopil. Povečaj hitrost malo. In mislim, da bomo zdaj samo počakali, da se superkondenzatorji izpraznijo. Motor seveda ne bo zdržal tako dolgo, ko bo imel na sebi propeler, ker bo imel veliko več upora, takrat porabil bo veliko več toka. Torej, čeprav zdaj deluje dolgo časa, ni pod nobeno obremenitvijo, tako da je to nekako pričakovano. V redu, zdi se, da je crkno.
Torej so superkondenzatorji očitno na dovolj nizki napetosti, da se krmilnik hitrosti izklopi. In preverimo napetost. 6,4 volta. Torej, motor se izklopi pri 6,4 voltih, kar verjetno ni dovolj moči, da bi sploh kaj dvignil, tako da to ni problem. Zdaj, ko vem, da napajalni sistem deluje, bom uredil ožičenje in spajkanje ter vse skupaj povezal, potem pa se lahko lotimo mehanizma za izmet padala. Tako, tukaj ga imamo, končano raketo z superkondenzatorjem. Na vrhu imam motor in propeler, ki predstavljata pogonsko enoto. Razlog, da je na vrhu, ni zaradi stabilnosti. Ni pomembno, na katerem delu rakete imate pogonsko enoto, če raziskujete zmoto o raketnem nihalu. Razlog, da je na vrhu in ne na dnu, je ta, da bi imel s propelerjem na dnu težave z oddaljenostjo od tal. Moral bi zgraditi velika krilca, ki bi šla okoli propelerja. In tudi, če moram dodati kakršenkoli vodilni tirni sistem ob strani rakete, mora biti propeler dovolj oddaljen od tega vodila. Tako imamo v bistvu območje prepovedi kot disk, ko se propeler dviga s tal. Tako da, če je na vrhu, se izognemo vsem težavam s prostorom. Motor je napajan oziroma nadzorovan preko tega elektronskega regulatorja hitrosti. Ima 30 amperov in trenutno je nastavljen na približno 18 voltov, vendar lahko deluje do 25 voltov, mislim. In potem imamo seveda celoten sklop superkondenzatorjev. Skupaj je 6 superkondenzatorjev. Razlog za to je, da so superkondenzatorji običajno precej nizkonapetostni. Vsak od teh je ocenjen na 3 volte, tako da jih je 6, zaporedno skupaj 18 voltov. Vsi ti so očitno priključeni na regulator hitrosti, ta pa neposredno na motor. Imeti vso maso na vrhu je tisto, kar želite za stabilno raketo. In tudi to, da so superkondenzatorji tako blizu motorja, pomeni, da bi moral lahko veliko bolje dovajati moč, brez debelih žic, ki bi šle do dna. Zdaj verjetno vidite to rumeno stvar tukaj. To je pravzaprav priključek, kjer polnim raketo. To je enako kot na večini mojih baterij in pokazal vam bom, kako to napolnim. Torej, če vklopim svoj radijski upravljalnik, bi ga moral lahko priklopiti in počakam nekaj sekund in to je verjetno napolnjeno. In potem lahko samo upravljam plin. Torej, to je tisto, kar je kul pri teh superkondenzatorjih. Saj lahko popolnoma napolnim raketo v nekaj sekundah. Tako lahko opravimo veliko izstrelitev samo s eno baterijo. Zdaj, če gremo nižje po raketi, je tle sistem za izmet padala. Skoraj kot obrnjena raketa, ker imajo običajno rakete padalo na vrhu in potisk na dnu. Medtem ko ima ta potisk na vrhu in padalo na dnu. Zdaj sem ga vgradil v sistem stabilizatorjev in način, kako se odpre, je takšen. Ta celoten del stabilizatorjev je razdeljen na dve polovici. In obstaja elastika, ki drži te dve polovici skupaj in ju pritrjuje na cev. Torej, če preklopim to stikalo, bi moral premakniti majhen servomotor, ki je tukaj noter. In to bi moralo odpreti padalo. Zdaj, nekateri izmed vas, ki ste bili še posebej pozorni, ko sem sestavljal raketo, ste morda opazili, da je ta oblika stabilizatorjev nekoliko drugačna od tiste med gradnjo v tem videu. In to zato, ker je to pravzaprav druga različica rakete s kondenzatorjem. Torej, kar bom naredil je, da se bom vrnil nekaj dni nazaj, da vam pokažem, kaj se je zgodilo s prvo različico rakete. Prav, še nisem naredil prave izstrelitvene ploščadi za to, ampak vreme je trenutno tako lepo, da sem se odločil, da jo samo na hitro preizkusim. Dajmo ji malo višine, ali pa vsaj preverimo, če deluje in preverimo odpiranje padala. V 3, 2, in. V redu, to je bilo zanimivo. V redu, te številka 2. In 3, 2, in. Morda imamo manjšo težavo.
Torej, zdaj, ko sem nekaj dni porabil za ponovno sestavljanje rakete, sem naredil nekaj sprememb na zgornji polovici, da je veliko močnejša. Prav tako pa sem spremenil pritrdilno točko tukaj, kjer so stabilizatorji pritrjeni na trup. Tako da upam, da bojo zdaj veliko bolj togi med letom in bodo lahko dovolj stabilizirali raketo, da ne bo eksplodirala. Prav tako se zdaj več ne zvijajo. Torej, kaj pravite, če gremo na testni let, da vidimo, ali bo ta stvar res letela? Gremo. Prav, torej, gremo. Imam majhno desko kot izstrelišče. Imam raketo, baterijo za polnjenje in daljinec. Kar bom naredil je, da dvignem dron v zrak in pošljem tole stvar v nebo. Veter je trenutno zelo miren. Malo je megleno. In oblačno. Ampak, to je samo... Motor ima alarm. Torej, po 10 minutah, če zgubim raketo, zapiska. Samo malo moram dodati malo plina, da to ustavim. Prav, spravimo dron v zrak. V redu, dron je na mestu. Kar moram narediti, je napolniti raketo z baterijskim paketom. To bi moralo biti dovolj napolnjeno. Prav, torej bom poskušal to posneti, medtem ko ga nadzorujem, ker mislim, da je to najboljši način, da to naredim. Počasi bom zagnal motor in nato dal poln plin, da vidim, če bo ta stvar delovala. 3, 2, 1. Ja! Prav, in potem odpiranje padala. To je tako dobro. Lahko približam? Evo, gremo. Ja, tako sem srečen. 3, 2, 1. Ja. Prav, in potem odpiranje padala. To je tako dobro. Lahko približam? Evo, gremo. To dejansko deluje veliko bolje, kot sem pričakoval. No, vsaj po tistih prvih nekaj testnih poletih. Propeler izgleda malo ukrivljen, ampak ga lahko preprosto poravnam ali zamenjam propeler. Upam, da mokra trava ni ničesar uničila. Pripravi za še en testni izstrel. Pravilno, torej, pripravil sem za še en testni izstrel, še nisem napolnil, ker moram najprej spraviti dron v zrak. Ampak že iz tistega prvega testnega izstrelitve je bilo očitno, da je šlo res dobro. Dejansko sem plin izklopil prej, ker sem mislil, da leti proti tistim drevesom, ampak je pristal le kakšnih 20 metrov stran. Torej bom tokrat držal plin odprt precej dlje, da vidimo, če lahko dosežemo večjo višino. Troj, 2, 1. Da. Osredotoči se. Zdaj se zdi precej zanesljivo. Tako sem še vedno nekoliko prezgodaj zaprl plin na tistem letu. Zelo težko je oceniti, kako daleč gre raketa, ker poskušam gledati skozi iskalo te kamere, medtem ko jo snemam ali letim z njo. Mislil sem, da bo šla blizu teh električnih vodov, vendar je še vedno precej daleč od kakršnihkoli predmetov. Vsaj padalo se uspešno odpre in... Vse se zdi nepoškodovano. Vitre. 2, 1. Ne, odpri se. To je bilo tako blizu. Zelo enostavno je hiteti s pakiranjem padala, ko sem tukaj na terenu. Ampak mislim, da bom naslednjič bolj pazil, ker je bilo to res zelo tesno. Ne vem, zakaj to počne. Mogoče ima regulator hitrosti nekaj vode v sebi. Zdi se, da zdaj deluje v redu, torej... Samo še naprej bom to izstreljeval. To je res zabavno. Vitre. 2, 1.
Ja, fant. Vi tre? Dve. Ina. Oh. Prav padalo se pri tistem ni odprlo. Mislim, da sem verjetno povedal najbolj očitno stvar. Prav, pojdimo pogledat, kaj se je zgodilo z raketo. Upam, da ni poškodovana. Ker bom moral opraviti nekaj popravil. Moje noge, čevlji in nogavice so premočeni. Tako da mislim, da je vsem čas, da grem noter. Prav, ja. Zdi se, da je razneslo plavuti. Kar je nadležno, ker mi je zmanjkalo modrega filamenta. Prav, mislim pa, da smo vseeno imeli nekaj uspešnih izstrelitev. Torej, pojdimo noter in povzemimo ta projekt. Potem, ko zberem vse dele in jih dam na svojo torbo. Tako, pa smo prišli do konca. Raketa na superkondenzatorja. Zelo sem zadovoljen s tem, kako je na koncu poletela. Še posebej po tistih prvih nekaj poskusnih poletih, ki so bili bolj podobni eksplozijam. Odpiranje padala je večinoma delovala, razen seveda zadnjič. Nisem prepričan, kako visoko je raketa poletela, ampak pri enem od poletov sem parkiral dron na približno 80 metrih višine in to je bilo tik pod njim, morda na 60 metrih. Torej, mislim, da je bilo malo manj kot 200 čevljev. Med tem projektom sem se veliko naučil o superkondenzatorjih. Vedno sem poznal elektrolitske kondenzatorje iz vsakodnevnih elektronskih komponent, ampak nisem imel pojma, kaj vse zmorejo superkondenzatorji. Slišal sem zanje, vendar sem vedno mislil, da so nekaj iz prihodnosti, kar slišiš v povezavi z električnimi avtomobili s hitrim polnjenjem. Tako da je dejansko uporabiti v nečem takem je bilo res dobro. Bilo je res zabavno se v tem učiti. Rad bi se vam zelo zahvalil za ogled in če vam je bil ta video všeč, prosim pustite všeček. Če ste novi na mojem kanalu, prosim kliknite naroči se spodaj in velika hvala vsem mojim podpornikom na Patreonu za podporo v tem času, ko sem gradil te projekte. Mislim, da so minili približno 3 tedni od mojega zadnjega projekta, predvsem zaradi eksplozij pri tem projektu in učenja o teh kondenzatorjih. Zahvaljujem se vsem svojim podpornikom na Patreonu, ker omogočate te video posnetke in se vidimo v naslednjem videu. Nasvidenje! O, mrzlo je.